Dober dan. Danes bi vam rada povedala, zakaj je AEIOU voditeljstvo tako zelo pomembno za naš planet. A vidite tole modro pikco? To je Zemlja. Slikana iz sonde Voyager. Še malo drugačen pogled naredimo. To je pa Zemlja prvič fotografirana iz daljave, ko je posadka Apollo 8, ko je prvič obkrožila Luno, posnela to fotografijo. In ta fotografija je prvič človeštvu dala vedeti, da je Zemlja en tak krhek, moder planet, ki je naš dom in za katerega moramo znati skrbeti. Tudi zato so Združeni narodi pripravili agendo 2030, 17 ključnih ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih strli v 5P. V People, Planet, Prosperity, Partnership in Peace. Jaz zelo rada vlečem usporednico s temi 5 skupinami ciljev trajnostnega razvoja in 5 dimenzijami sodobnega voditeljstva. Ker sodobno voditeljstvo temelji na odnosih, temelji na poslanstvu, razume, da smo vsi en del velikega ekosistema in da nihče od nas, nobeno podjetje, ni izolirano od drugih. Razume, da je odgovornost za blaginjo prava odgovornost vseh vodij in razume, da je potrebno voditi iz višje zavesti, ne iz pozicije moči, ampak iz energije ljubezni. Če to pogledamo na malo drugačen način, v bistvu je teh 5 dimenzij sodobnega voditeljstva predstavljeno z akronimom AEIOU. AEIOU je pa pravzaprav 5 močnih besed, ki prihajajo z 5 celin in nosijo s sabo modrost staroselcev. Kasneje bomo spoznali vseh teh besed. Ključno je samo to, da v poslovnem svetu je ta akronim AEIOU tisti, ki skrbi za četverni izid, za izid in na področju ljudi, in na področju poslanstva, in za planet, in seveda tudi za dobiček. Torej, prva komponenta so odnosi. Tu sem uporabila afriško besedo Ubuntu. Ubuntu sta v svet ponesla Nelson Mandela in Desmond Tutu, v bistvu v obdobju, ko sta povezvala črnsko in belsko prebivalstvo Južnoafriške republike in predvsem Desmond Tutu je besedo Ubuntu dostikrat uporabil za odpuščanje črnskega prebivalstva belskemu prebivalstvu. Zaupanje je ključen del odnosov in zaupanje ima veliko prav s kemijo. To ljudski rek dostikrat reče, ampak znanstveniki so to zdaj dokazali. Tale kemija na sliki je polipeptid, sestavljen iz 9 aminokislin, to se zelo učeno sliši, dejansko je pa to hormon sreče. Hormon sreče, ki nam pomaga, da vzpostavljamo zaupanje. Znanstveniki so pokazali, da če se namerno odločimo, da zaupamo nekomu, potem se nam v telesu začne sproščati oksitocin, hormon sreče. Oksitocina ne moramo nekako sintetično predelati, običajno se sprošča ob objemanju, dotikanju, ampak če namerno nekomu zaupamo, se ta oksitocin tudi sprosti. In to je še en dokaz več, da v bistvu naš svet je zgrajen iz odnosov. Poglejmo zdaj drugo dimenzijo. Tule piše nekaj po japonsko. Govorimo o ikigaju, ki je beseda sestavljena iz 2 besed. Pomeni pa nekakšno prevod življenje s smislom. To je druga dimenzija sodobnega voditeljstva, se pravi poslanstvo, skrb za poslanstvo, skrb za smisel.
Zelo poenostavljen primer ikigaja je to, ko pogledamo, kaj je tisto, kar povezuje 4 naša področja, kar imamo radi, v čemer smo dobri, kar svet potrebuje in za kar smo lahko plačani. Takoj, ko nas mal odnese iz središča v eno ali pa v drugo smer, zgubimo to ravnotežje. Čisto središče, presečišče vsega tega, kar imamo radi, v čemer smo dobri, za kar smo lahko plačani in kar svet potrebuje, je pa dejansko ikigaj. In to je ravnovesje, za katerega je prav, da ga skozi lovimo kot posamezniki in tudi kot naše organizacije. Kot posamezniki nam tu izredno pomaga naše poslanstvo. Obstaja ena zelo luštna vaja, opisana tudi v moji knjigi, kako dejansko skristalizirati svoje poslanstvo. Pomaga nam, če si odgovarjamo na tale vprašanja, ki jih vidite na zaslonu. Ampak, ko si odgovorimo na to, kdo sem, kakšno sliko kažem navzven, smo naredili šele prvi korak. Drugi korak je, da pogledamo, kaj pa v resnici sem. Tretji korak, kaj pa lahko postanem. In še zadnji, kaj je pa moj največji potencial. In to so vprašanja, za katere je prav, da si jih postavljamo tako na nivoju posameznika, kot na nivoju organizacij. Poglejmo tretjo dimenzijo sodobnega voditeljstva. To je vse povezanost in soodvisnost. Če nič drugega, nas je koronavirus naučil, da razumemo, kako dejansko smo vsi povezani in kako dejansko smo tudi vsi soodvisni. Za ilustracijo vse povezanosti in soodvisnosti sem izbrala majevsko besedo, ep, ki pomeni po eni strani pot, ki povezuje vse svetove, pot, ki povezuje tudi naše prednike in naše zanamce in pot, ki jo mora vsak od nas prehoditi. Ep je v bistvu sinonim za ekosistem. Razumemo, da poslovne ekosisteme gradimo skupaj. In prav je, da razmišljamo, da tudi poslovne ekosisteme gradimo po vzoru narave. V naravi seveda so tudi motnje, so tudi katastrofe, ampak narava vedno poskrbi, da pride nazaj v ravnovesje. In tako moramo znati delati tudi v poslovnih ekosistemih. In v poslovnih ekosistemih je prav, da namesto bojišč se raje pogovarjamo o igriščih, kako lahko bolj lahkotno, bolj igrivo, bolj v sodelovanju naredimo nove rešitve, ne pa v tekmovanju, na trdo, na moč, na boj. Torej, ep kot dimenzija soodvisnosti in povezanosti. In voditelji imajo tukaj zelo pomembno vlogo. In vodenje s srčnostjo, spoštovanjem, s razumevanjem in podajanjem smisla je tisto, kar nam lahko pomaga pri ebu. Tole je ena številka, 60 000. 60 000 je po eni strani ciljna vrednost, dodane vrednosti na zaposlenega, kot cilj je to postavila Gospodarska zbornica Slovenije. Po drugi strani je teh 60 000 po oceni znanstvenikov število misli, ki se nam vsak dan pojavljajo. In po drugi oceni, ki je kar zelo zaskrbljujoča, vsaj kar se mene tiče, je, da 90% teh misli se ponavlja in so v glavnem negativne misli. Negativne v smislu strahu, zaskrbljenosti, jeze, zamir in podobno. In tu vas povabim v razmišljanje, skladno s ebom, skladno z duhom vse povezanosti, da že z našimi mislimi, tudi z besedami seveda, vplivamo na sebe in na ljudi okrog nas. In kaj se zgodi, če recimo Einsteinovo formulo E je mc kvadrat, začnemo malo drugače gledati. Jo gledamo, da je to kot število ljudi krat kvadrat njihovega zavedanja.
In če malček spremenimo tisti procent negativnih misli, če malo spremenimo fokus in začnemo gledati tudi pozitivne misli, lahko naredimo neverjeten preobrat. Čist matematično. 1% izboljšave na teden pomeni 165% boljše na koncu leta. 1% poslabšanja na teden pomeni samo 60% običajnega rezultata na koncu leta. Tako da, ko boste naslednjič se ujeli, da razmišljate o strahu, o jezi, da se jezite na nekoga, da zamerite nekomu, se spomnite tudi na tole, kaj pokažejo izračuni. 4. dimenzija sodobnega voditeljstva je odgovornost za blaginjo vseh. Tu smo uporabljali grško besedo, mi rečemo oikos. Grki so me naučili, da se izgovarja ekos, ker se mi zdi zelo smiselno, ker ekos je v bistvu koren besed in ekonomija in ekologija. In vse prepogosto pozabimo na to. Na to nas je opozarjal že Aristotel, na to nas opozarja Slovenec pater Karel Gržan, da izvorni duh ekonomije je skrb za dom, skrb za premoženje, skrb za blaginjo vseh. Medtem ko kopičenje bogastva zaradi bogastva samega je pa hrematizem. In ključno je, da se gremo ekonomijo, kot je njen izvorni duh. Poglejmo še zadnjo, 5. dimenzijo sodobnega voditeljstva, to je vodenje z energijo ljubezni. Zato sem uporabila maorsko besedo aroha. Aroha je večplastna beseda, pomeni ljubezen, ampak vsak delček besede nosi tudi svoje sporočilo. Aro je misel, osredotočenost, pozornost, celo načelo življenja. Ro je introspekcija, notranjost. Ha je življenjska sila, dih, energija. Se pravi, aroha več kot primerna beseda za to, da označimo vodenje z energijo ljubezni. In vodenje z energijo ljubezni pomeni tudi potovanje iz zunanjega v notranji svet. Iz tega, da se vodja začne tudi posvečati najprej svojem notranjem svetu, odkrivati skrivnosti notranjega sveta, ker na ta način bistveno lažje razume tudi skrivnosti drugih ljudi. Za vodenje iz ljubezni obstaja ena čudovita lestvica. David Hawkins je v knjigi Power vs. Force naredil čudovito lestvico, kako gre razumevanje sveta in na kakšen način se iz stopnje razumevanja, kjer želimo za vsako stvar poiskati svoj razlog, lahko pretransformiramo v stopnjo, kjer nas vodi ljubezen, kjer je naš življenjski vidik prijaznost, kjer ljubeče in spoštljivo delujemo do vsega. In to je velik premik. In zelo malo ljudi uspe narediti ta premik, zato je prav, da zavestno delamo na tem premiku. Torej, če povežemo profit, oikos nas vodi na to, kakšen profit ne ustvarjamo. Kako skrbimo za ljudi, nas vodi Ubuntu. Kako skrbimo za planet, nas vodi Eb. Kako skrbimo za poslanstvo, nas vodi Ikigai. Če pa vse to delamo z ljubeznijo, z energijo ljubezni, z aroha, potem je to res 5 dimenzij A, E, I, O, U voditeljstva. Poglejmo še to. Pierre de Coubertin je več kot 100 let nazaj uporabil olimpijske kroge, zato da je povezal športnike po celem svetu. Za povezavo voditeljev po celem svetu lahko uporabimo A, E, I, O, U.
ker besede aroha, eb, ikigai, oikos in ubuntu prihajajo z 5 celin. Aroha iz Oceanije, Avstralije, eb iz Amerike, ikigai iz Azije, oikos iz Evrope in ubuntu iz Afrike. Vsaka obarvana v barvah olimpijskih krogov. Vsaka prinaša specifiko, vsaka prinaša svojo energijo in če dopolnjujemo vse te energije med seboj in s tem črpamo brezčasno modrost staroselcev, potem lahko A, E, I, O, U spremenimo v odgovornost, poslanstvo, odnose, soodvisnost in ljubezen. In to potrebujemo mi in to potrebuje naš planet. Hvala.